Nocojšnje besede so namenjene našim policistom in policistom. Bila je pozna jesen, tako kot zdaj. Leto 2015. Dovolj ste imeli podcenjevanja svojega dela. Imeli ste slabe plače. Vaša oprema je bila izrabljena, čevlji ponošeni in izhrojeni, vozila iztrošena in s tem nevarnost za vaša življenja in življenja drugih. Mnogi prostori, v katerih ste bivali med eno in drugo nalogo na terenu, so bili videti razpadajoči. Imeli ste dovolj obljub in neporavnanih dolgov. Odločili ste se za protest. V stotinah ste prišli sindikalno organizirani prav na ta kraj, odkoder danes, enako kot vse tedne, že pol drugo leto, mi nagovarjamo oblast. Podobno ste jo vi nagovorili pred 6 leti. Danes mi nagovarjamo vas, policisti in policisti, ki ste nosilci izjemno težkih nalog, zlasti kadar vodstvo od vas zahteva, da se obrnete proti nam. Mirnemu ljudstvu, svojim sosedom, ki jih srečujete vsak dan, ko slečete uniformo. Vaši otroci se igrajo z našimi otroki in skupaj hodijo v šolo. Ko drugega dne spet oblečete uniforme, nas zahtevane družbene vloge, zlasti ukazi vašega vodstva, naredijo za nasprotnike. Takrat, točno pred 6 leti, smo vas tako rekoč brez zadržkov podprli. Popolnoma jasno nam je bila vaša stiska. Današnja slika je temnejša. Srečanja z vami so različna. Precej izkušnji dobrih, ne pa vse. V zadnjem času je bilo nekaj tragičnih za slovensko tradicijo. Trditev Branka Grimsa je točna. Na trenutke smo izgubili ljudsko milico. Namesto nje smo dobili brezčuten profesionalni aparat. Lahko bi ga skoraj da primerjali z brezpilotnim dronom, ki ga nekje daleč in na varnem usmerja poveljstvo. Tako deluje vodni top s plinom in občutki krivde pri policistih se izgubijo v stroju, ki izvršuje nasilje namesto njih. Za ljudsko milico pa bo značilno, da iz leta v leto naraščajo razumevanje ljudi, pomoč in znanje, kako umirjati konfliktne situacije. Vaše vodstvo iz ene poteze v drugo ruši vse, kar je najbolj oblikovalo vse vas. Sovražno je enemu izmed vas, ki je dobil priložnost pokazati, da pooseblja vrednote policije, na katere prisegamo vsi normalno misleči in čuteči ljudje. Naj spomnimo na njegovo ime. Sandi Šejka je človek, ki se je pokazal kot ljudski policist v najboljšem pomenu besede, zaradi česar je postal pri vodstvu najbolj sovražen. Prav tako ste za svojega ministra Lenuhi, vaš neposredni šef, vas ni želel zaščititi pri tem poimenovanju. Ali se je strinjal, ali pa je imel premalo poguma, da bi se postavil za vas, za svoje ljudi torej, in vas je raje prodal za lastno sprejetost pri svojem šefu. Ko se srečujemo z vami na petkovih protestih, se z mnogimi pogovarjamo povsem umirjeno in človeško. Razumete našo stisko in je ne želite stopnjevati s svojimi intervencijami. Verjamemo, da so vam mnogi ukazi z vrha odveč in neprijetni, da ste jih naveličani, vendar nam je jasno, da ste ujeti v hierarhični sistem povodevanja in tveganja neposlušnosti. A pomislite na še vedno nezlomljeno pokončno držo svojih sindikalnih predstavnikov. Tudi oni potrebujejo Tudi oni potrebujejo vašo podporo. Sami ne zmorejo doseči sprememb.
podprite njih in podprite s tem tudi nas. To v času rušenja temeljev države, ko ni več ne ustave, ne zakonov in ne morale, ni samo najbolj državotvorno, predvsem je najbolj človeško. Želim vam dovolj poguma in sreče. Policisti in policistke, upam, da ste poslušali te besede. Upam, da ste slišali. Nekatere sem videl, da ste poslušali, drugi ste bili obrnjeni stran. Če povemo še enkrat, na kratko in jasno, politika vas izrablja in zlorablja. V vsem času, odkar se meri javno mnenje glede naklonjenosti in zaupanja policiji, še nikoli ni bilo več nezaupanja v policijo. Po zadnjih raziskavah javnega mnenja se je prvič v slovenski zgodovini zgodilo, da vam več Slovencev ne zaupa, kot pa zaupa.